Drage moje jelenčki, danes bom večkrat drugačen video, tudi excited sem zaradi tega, ker sploh ne vem, kako o drugi stvari govoriti, več kot o scary stvareh. Tole danes bo precej drugače. Danes sem vas vprašala, če hočete vedeti, kaj je v moje manifestaciji. Long story short, moje življenje se je v zadnjem letu do 2 letih ful spremenil na boljš. Jasen mi je, da se grozne stvari po svetu dogajajo, mogoče zato to še toliko bolj fascinantno, ker nič bistvenega, čudežnega se ni zgodilo, ni nekdo prišel do mene in rekel, tukaj imaš denar, tukaj imaš upanje, tukaj imaš srečo. Ne. To besedno vse, kar sem spremenila, je svoj mindset in to hočem tudi vam dati. Plus vsega hočem, da me malo poznate, malo spoznate, da veste, kaj sploh dogaja v tej alien glavi, ker vse, kar veste, je to, da znam govoriti o true crime. Što spremeni, da sem jaz začela YouTube, ne vem, dolga leta nazaj. Tako sem hotela ljudem nekaj dati. Jaz nisem vedela, da lahko služim s tem, nisem vedela, da lahko živim od tega. Obsedno sem samo hotela šerati nekaj, ali da vas nasmejem, ali da vam nekaj dobrega povem, ker tudi, če vidite moje stare videe, so bili neki ful o lepih stvarih in o upanju in neki globoki, veš, in to je pa izginilo, ker sem videla, da vas isto močno zanima nek true crime pa zločini pa misterije in teorije zarote. Ampak ta moja želja po takih pogovorih se pa tudi ni ustavila. Jaz se na srca upam, da vam bo ta tema danes kaj pomagala, da bo kdo začel kaj na sebi delati in bo videl briljantne rezultate, to vam obljubam. Samo če boste upoštevali to in jaz delali to in ubogali in poslušali. Treba je klenk v glavi narediti, ok, let's do this shit. Prejšnjič ste drugače še vedno malo izglasovali, bolj da želite true crime, ampak sem se rekla, če je že toliko blizu ta glas ljudstva in da mi toliko ljudi piše ne in kaj povem, sem rekla, čas je, da vse naredim ta video, tako da true crime pride spet v kratkem, nič ba. Najbolj simpla razlaga manifestacije je, da je to proces ustvarjanja nečesa, realnosti s pomočjo misli. Posledično tudi z dejanji in prepričanji, ki jih imaš, ampak misli so tista osnova in jaz na to prisegam. Misli so toliko pomembne. Zdaj, kako to kdo dela, načinov je milijon, ne obstaja eden in ti boš mogel najti svojega. Jaz sem najdla svojega in še vedno jih raziskujem, ker jih je ful. Lahko vizualiziraš stvari, se pravi si predstavljaš neko stvar in zraven jo probaš začutiti. Tvoj mind ne bo vedel, ali je resnično ali ne. Ti mu sporočaš, da je to tvoja realnost, da je to tvoja resnica. A ško, kar reče, go be full delulu, full delusional, ker to prej slej bo postala tvoja realnost. Eni to delajo spet z afirmacijami, tudi jaz sem tukaj vmes, ker si zjutraj pišem stavke, več o tem pol bomo šli v detajle, katere stavke in kako svoje stavke najdete, vam bom vse povedala. Predvsem pa ni enega pravila, najdete moš ti svojo pot. Mene mogoče še najbolj navdahnil Joe Dispenza, veliko od vas ga verjetno že pozna, mene pač njegovi govori res navdušijo, ker se mu vidi, da to, kar jaz tu čutim, on spravi ful dobro v besede. On zelo preprosto razloži, da naše misli. Če ti ves čas eno in isto misliš, ti misliš, jaz sem ful lena oseba, ki ima pač ta 9 to 5 delovnik in jaz sem malo predebel in nikakor jaz ne moram shujšati in jaz imam majčkeno čudne odnose v familiji in res nimam sreče z ljubeznijo in to si ves čas govoriš in govoriš in govoriš, iz dneva v dan tvoj mind eno in isto ponavlja. In kaj to porata? To rata dobesedno tvoj karakter. Ko te drugi vidijo, ko te gledajo, to je tako, je majčkeno predebel, pa majčkeno ful nima sreče v ljubezni, pa malo je un random job ima, pa malo je tak len. To rata dobesedno tvoj karakter. In če si ves čas ponavljaš, in kaj to rata potem tvoja dejanska realnost. Ustali se v neki praksi, zasidraš se in si rečeš, to je moj life. Obratna situacija, če si začneš misliti druge stvari, če si prepoveš te negativne misli in dobesedno ponavljaš lepe stvari. Če se boš ti zjutraj zbudil in si boš rekel, o moj bog, nov dan je, koliko je lep ta dan in jaz lahko danes delam karkoli hočem, vse možnosti so zame danes odprte. Jaz dobesedno lahko zdaj pokličem 15 novih šefov in koliko noro je, da obstaja dejanska možnost, da me kdo drug vzame in da napredujem. Vsak dan si lahko rečeš, se pogledaš v špegel in o moj bog, kera lepa barva las. Sploh ti ni treba reči najlepši človek na svetu sem, če ne moreš dune mere tisti dan, da bi se tako počutil, razraden moraš tudi začutiti te stvari. Rečeš si mehne stvari in skozi več lepih stvari si boš lahko povedal. In se boš ti sebi to govoril, boš ti to navzven seval kot lučka in drugi, ki te bojo pogledali, bo tvoj karakter izoblikovan in ti ne boš neka žalostna lena razvalina tam, ki ne ve, kaj bi sabo in nič mu ne uspe v življenju. Ne, oni te bi videli kot, kjer pozitivc, koliko ima res lepe lase, koliko wow. Jaz bi bil tudi toliko inspiracije, koliko se trudiš z jobom. Dejansko jih dobil nov job, ker je imel jajca klicati 15 novih šefov in ga je zaposlil in zdaj mu je ful dobro. A štekate. Lepe misli prinesejo boljše rezultate, nov karakter in novo dejansko realnost.
Tok simpel je. Jaz 2-3 leta nazaj, ko sem začela manifestirati, nisem imela pojma, kaj delam. Meni je bilo to tok scary, neke pozitivne stvari pisati, ker sem se počutila prav iki, cringy, prav the fuck se dogaja, disgusting. Ker smo tok navajeni na negativne stvari, na negativne misli, na negativne novice. Ves čas nas s tem obsuvajo, iskreno smo zaradi tega večje ovce, ker nas je lažje kontrolirati. Ker imamo ves čas občutek, moj bog, nič ni možno, itak ni služb, itak nimam časa športati, tako mi preživim, vojne so, vse to grozen, ljudje se ne maramo, vsi smo na telefonih. Jaz osebno sem se zavestno odločila svet gledati drugače. Dobesedno jaz ustvarjam svojo realnost. Tako, ko bom jaz svet videla, tak bo moj svet. Štekeš. Pa da ne bo pomote, jaz ne pravim, da se grozne stvari ne dogajajo. Vse, nažalost. Ampak ti ne boš imel popolnoma nič od tega, da moš to vse požreti, vsega tega se non-stop zavedati, vso to negativo nositi na svojemu hrbtu, kaj en ruzak ne rabiš. Največ pa, kar lahko narediš, je, da ustvarja svoj bubble sreče. Si prijazen do človeka, ki gre mimo, si prijazen do sodelavca. To je naša največja moč. Največ, kar lahko naredimo, je to. Da ustvarjaš sebi in svojemu krogu ljudi nekaj lepega. Karkoli si sposoben dati od sebe. Jaz upam, da bo ta video za ene nekaj lepega. Joe Dispenza med drugim razloži tudi to, da so negativne misli zasvojljive. Dobesedno tako kot droga. Ker ljudje, ko jih enkrat slišimo, jih ne moramo nehati slišati. Včasih to, ko ti sošolci reče, oh my god, jaz se tudi nisem učil, vsi bomo zabili. A veš ta feeling, si oh my god, fula, res tudi, hvala Bogu, vsi smo v dreku. Ali pa, ko zveš, da je nekdo spet narazen, si kar malo excited, a veš, ali pa karkoli je tacga slabega, v redu je, človeško je, to je zasvojljivo, je neke vrste, ne vem, kaj točno nam sprošč, ker je malo scary, ampak od tega se moraš časoma oddaljiti in najdeti ta mogoče dopamin v neki sreči. Danes od 75 do 90% ljudi na eni točki obišče neke ustanove zaradi psihičnega zdravja in posledično tudi slabega fizičnega zdravja, dobesedno zaradi mentalnih težav, ker si jih sami ustvarjamo, ker naši možgani, še enkrat ponavljam, ne čutijo, ne poznajo razlike med tem, ali je dejansko neka nevarnost, ko pride na primer do paničnega napada. Tvoj možgan ne ve, ali je tam res medved, ki te lovi, ali si ga ti samo predstavljaš. In če to tvoj možgan ne ve, mu ti isto lahko vsilaš neko idejo, da si v bistvu ful bogat, izjemen človek, ful fit, ful poln energije. In ko si to vizualiziraš in čutiš zraven, tvoj možgan ne ve, ali je to res, ali si samo predstavljaš. Tako da to lahko izkoristimo. En čudovit primer povem iz mojega otroštva. Jaz sem bila vedno prepričana, da smo mi doma revni. To sem tudi mojim staršem že povedala. One dva nič kriva, boga reveža, vedno je bil denar, čisto solidne plače in vse, samo šparala sta. Res pridno šparala in nismo si veliko prvošli. Ni bilo, da bi šli mi na morje, nekam z letalom, bog ne daj, ali pa ven jesti, nič od tega. Pač lepo sta šparala in tudi tekom življenja lepo našparala in hišo si zgradila in potem so sestri ful pomagali še hišo kupiti itd. Moj otroški mind je pač verjel, da smo revni. In jaz sem to prepričanje nosila s sabo. Zakoreninjeno, ukoreninjeno. Do 35. leta starosti se nam vsem ljudem res zapečatijo ideje in misli v glavo kot naš karakter, kot nekaj, kar je dejstvo. In potem je to zelo težko razbiti. Se pa da, tudi z manifestacijo. Da si počas dobesedno nove mreže v možganih sestavljaš in začneš počas verjeti druge stvari. In jaz sem imela najhujše blokade lih na področju denarja. Vi si ne morete predstavljati, kako sem bila na slabem z denarjem. Na faksu tudi nisem bila toliko pridna, da brez noro ves čas delala. Ves čas sem nekaj delala, ampak ne čist non-stop. In kdaj sem bila toliko brez denarja, da jaz nisem vedela, kaj jaz čez teden. Tudi ko sem sama živela v Grsanjeri v Ljubljani, jaz enkrat nisem vedela, kaj dati Albusu za jesti, ker nisem imela trenutno denarja, da bi šla mu kupiti hrano. Sem mu dala svojo lastno tuno, ki sem jo imela zase za jesti in pol je on še ni pojedel. Hočem vam reči, da vem, kako je biti brez denarja. Vem, kako je. Poznam tudi občutek, ker ne razumeš, kako delati z denarjem. Jaz, če sem takrat zaslužila nekih 100 evrov, smo šli po parlamenta in jaz namesto da pazila teh 100 evrov. Dobesedno sem random ljudem za sabo kupila meter borovnička. Veš, kaj mislim? Nisem imela občutka in spoštovanja do denarja. Nisem se naučila delati z denarjem, ker v moji glavi bo denar, če ga imaš, se ga podzavestno znebiš. A štekate. Enkrat mi je sodelavka rekla, ful dobra prijateljica, v bistvu najboljša prijateljica, rekla, jaz imam toliko pa toliko našparan, ampak zdaj si moram kupiti avto. In ko sem jaz vedela, koliko ima ona našparan, sem bila moj bog, ti si bogata, ti imaš ful denarja. Nisem rečem, da je to manj denarja, kot ga imam jaz zdaj recimo, pa takrat sem bila čisto wow. In v moji glavi je bilo kaj sploh govoriš, če si sem preselila v en hud flat v Ljubljani, najemniški, plaču, itak imaš za en let, tam v miru živiš, koga briga, avto si kup, ful hud, kaj sploh, kaj kompliciraš, kaj šparaš, se imaš denar. Štekate, njen mindset je bil smart, odrasel šparat, moj mindset je bil, če je denar, ne, sam gre.
Jaz nisem imela mindseta, da bi tako denar obdržala. Sem ga pa zdaj absolutno spremenila. Še ena stvar, preden gremo v dejanske afirmacije. Pri meni so določene besede prepovedane. Jaz se ne bom več nikdar pogledala zjutraj v ogledalo ali pa kadarkoli tekom dneva ever na telefon in si rekla, kakšna si, kakšen nos, se smo zredla. To je zame prepovedano. Ali pa da bi si dejansko rekla besedo sploh prepovedana. Jaz sem broke. Ever. Sej tudi nisem, ampak časem si to skozi govorila in kaj smo se naučili? Misli, ideje postanejo karakter, karakter postane realnost. Te besede so zame, tudi za vas morajo biti te besede od zdaj naprej prepovedane, ker se pravim, te negativne ideje in misli in kar si sebi govorimo, kar ne bi nikdar rekel best friendu, nikdar ne boš rekel tega svoji mamici, bratu, sestrici, ne boš rekel Grci, da bi si, ko smo zlobni pa mehni si to govorimo, ampak a veste, kaj hočem reči? Zakaj sebi to delamo? V dodaji obstaja ideja, da je cool, da si do sebe zloben. Halo? To je taka mehna stvar, ki je tako simpel spremeniti in zavestno večino ljudi še zmeraj cel life samega sebe sovraži. Kaj pravzaprav je afirmacija? Neke vrste stavek, ne predolg, mora biti v obliki jaz sem ali pa čutim to pa to ali pa vem to pa to v sedanjiku, kot da je že res. Primer, sem milijonar ali pa sem milijonarka. Jaz bi predlagala, da tega preskočite, če ste ful daleč od tega, da bi bili milijonari, ker ni fajn, da je toliko nerealistično, da si tega ne morete sploh zamisliti, pa se predstavljati biti v tej vlogi. Za nekoga, ki mogoče začenja, pa da ima ful težav z denarjem, bi recimo napisal, zdaj, ko imam nov vir dohodkov, z lahkoto preživim mesec. In dokler se samo stanje ne izboljša, pač uporablja ta stavek. Jaz recimo sem si dolgo časa govorila, imam tok pa tok tisoč na mesec. Sem izjemna v tem, kar delam. Vsi želijo delati z mano. Imam najboljšega fanta. Priložnosti zame so neomejene. Hvaležna sem za ta čudovit dan. Denar se priliva k meni z vseh strani. Bistvo tega je, da ne povzamete vi mojih stavkov. Point je, da tebi ta stavek igra na dušo. Ko ga zjutraj napišeš ali pa ko se posnameš, tudi to lahko narediš. Ko ga poslušaš, ko ga pišeš, da si ga lahko narišeš, da si lahko predstavljaš biti v tej situaciji. Da lahko to jasno vidiš in začutiš. Se pravi, valjda ne boš ti napisal, imam najlepšo leseno hišo s kamnitim kaminom. To bi jaz napisala. Ti moraš napisati, kaj tebi igra na dušo. Meni osebno je ful všeč stavek ljudem prinaša mir in srečo, ker meni največ pomeni dobesedno, da lahko slišim od koga od vas, ki mi reče, da smo ful polepšala dan, ali pa da imam lep glas, ki ga pomirja, ali pa da ga moji videi ful osrečujejo. Sploh ta video, če bo komu pomagal, mi to ogromno pomeni. In meni, da si napišem tam, da imam mnoga Mercedesa, mi ne bo toliko v srcu naredil, kot recimo ljudem prinašam mir in srečo. Da nekdo reče, hvala, ki si dober človek. A veš, kaj mislim? Najci stvari, ki tebi igrajo na dušo. Če hočeš konkretno primere, bom mogoče od spod dala linke, če nam pozabila. Imaš angleških teh stavkov neskončno. Jaz velikokrat jih pišem tudi v angleščini, v slovenščini. Kdor ne verjame, da iz tega vsako jutro ful pišem, sem tle posnela par zvezkov, ampak veliko zvezkov mojih je tudi že izgubljenih in pozabljenih in ne vem, kje so. Se pravi, to zdaj počnem verjetno že 2 leti pa pol? Ne vem, dolg. Obstaja tudi način 369, mislim, da je dejansko po Nikoli Tesli, ki je rekel, če bi vi vedeli pomen številk 3, 6 in 9, bi razumeli vesolje. Tokrat jaz ne bom šla v detajle kvantne fizike in zakaj manifestacija dejansko obstaja, kako to znanosti razložiti. To bi se jaz mogla ful bolj poglobiti, da vam smiselno razložim, sem pa veliko o tem že prebrala in je res mind-blowing, pač dobesedno se da vse razložiti, vse je energija, vse se sam pretaka, prenaša. Potem imaš sistem z vodo, dejansko meni vsebno je ful všeč voda, kava, bilo kaj imam že takole v roki. Če se zavem, da se spomnim, da imam neko tekočino v roki, v šalci, pač začnem tej tekočini govoriti. Lepe stvari, pač ne koliko je ta voda lepa, ampak v smislu, močna sem, danes mi bojo vsi plani uspeli, hvaležna sem za to novo poslovno priložnost, in potem to spiješ in pa je full powerful. Mislim, jaz velikokrat pozabim to narediti, ampak občutek je dober. Naj vam povem, da se zavedam, koliko je to na začetku glup občutek. Jaz sem zanj svojega fanta probala uvesti in je ful imel težave karkoli lepega vseb napisati. Tako kot dejstvo, pa da to probaš začutiti in verjeti, ful mu je bilo težko. In te stvari moraš dobesedno prebiti. Spet to ni pravilo, ampak jaz ti toplo priporočam, da 21 dni vztraja. Jaz sem se nekako naučila tekom življenja za vsako stvar, ki probamo jo uvesti kot navado, da se človek karkoli konkretno navadi, ali je to v gym hoditi ali nekaj zdrav jesti, je nekako 21 dni, 3 tedne. Če se imaš rad, če se poskušaš imeti rad, daj si to nagrado, ta daril, da se 21 dni res potruda s temi afirmacijami. Jaz osebno zjutraj vsakič, ko kavo pijem ali pa ko si obraz masiram s kremom, pač imam svoje projekte zjutraj, obviously. In si zraven te
stavke napišem. Dvigneti samozavest, dvigneti vibracijo, ne vem, kako drugače reči, in greš v dan ful bolj veselo, ful bolj pozitivno. Ker sem začela opaziti to, da imam ful več potrpljenja za ljudi, ki so recimo slabe volje, ki so jezni, ki so tečni, ki razumem, nekako čutim njihovo bolečino. To ni nekdo, ki osebno do mene čuti neko jezo, ampak on vse mora ful slabih stvari čutiti. In kaj jaz lahko takrat naredim? Ja, ali nas usekam nazaj z jezo pa slabo voljo, ali pa mu dam malo ljubezni, ker jaz jo vsaj imam, jaz jo lahko dam in lahko enega malo dvignem. A veš, kaj mislim? To se je ful spremenilo v mojem življenju. Če ene izmed vas ful zanimalo, kako se mi denarno zdaj življenje spremenilo, jaz ne morem iti zdaj v številke, na žalost, ker eni ljudje take stvari tudi ne prvoščijo, itd. Lahko pa povem, da nič drugega se ni spremenilo. Jaz nisem ratala bolj slavna, jaz nisem začela, ne vem, garati kot žival ali pa kaj takega. Ampak ko si te stvari začneš pisati in o njih razmišljati in si dvigati nekako vibracijo, začneš podzavestno, nekako avtomatično skrbeti za te stvari. Boš bolj samozavestno odpisal na mail, boš zahteval več denarja, boš se toliko spoštoval, da boš razumel, da moraš sprejeti drug job. Boš imel drugo podlago tisti dan, ko boš pišel afirmacije, kako se boš pogovoril s svojim šefom. Boš si nabral več prijaznosti s temi afirmacijami, da boš boljši do družine, do prijateljev in to se ti bo avtomatično vračalo in tvoj nivo življenja se bo dvignil. To se je zgodilo. Jaz nisem ratala bolj slavna, jaz sem imela, ne vem, 3-4 leta nazaj veliko več ogledal na YouTubeu, naprimer. Dobesedno vse, kar sem spremenila, je moj mindset in ja, denar nikakor ni več problem. Isto velja za recimo Lucky Girl Syndrome, to ste eni zih videli na TikToku, ko si veš čas sam govoriš, oh my god, I'm so lucky, jaz imam ful sreče prinašam, jaz to vsem govorim in sebi govorim in na koncu je res, pač dobesedno prinašam srečo. Pa te stvari moraš ceniti v mehkih stvarih, ne negativnih stvari opaziti, opaz pozitivne stvari. Jaz ko prepeljem recimo do križišča, do semaforja, ful pogosto se lih prižge zelena luč in to moraš ves čas sam hypati, oh my god, I'm so lucky. Take mehne stvari jaz cenim, ali pa da mi nekaj na tla pade in se raztreš po tleh in večina ljudi bi šlokujo, no, pucati moram in ful si jezen tako 3 minute, ampak jaz pa sam vidim vzeti eno vrečko, ker nisem več vedela, da jo tam imam, neke ful hude oreščke, ki sem jih zgubila za te 3 mesece, sem tako, oh my god, tam so, hvala, ker si padla dol. A veš, kaj mislim? Vedno najdem nekaj pozitivnega v negativi. Če kdo hoče še kakšen dokaz, da moja manifestacija več kot deluje, tega fanta, ki sem ga zdaj spoznala, sem dobesedno zmanifestirala, kako ga bom spoznala. Veš, če sem sam pisala, oboževal me bo, ne bo mogel verjeti, da obstajam, In ena ful specifična stvar je bila, to ste eni že slišali v podcastih, ko sem govorila, da sem napisala, prinesel bo liter vina in narezek. In res, mi to greva na drive-in kino, pač obviously tam za jest si naročiš, pripeljajo tiste punce na kotalkah in jaz nisem pričakovala, da pač, zakaj bi imel kdo s sabo za jest in model mi da tako z prve v roke vin. In jaz sem ful dobro, vinčkala, ful cute. In pa še tako narezek. In iskreno, ne mu povem to sploh, to je bilo tako mind-blowing zame. Jaz res upam, da sem to najla, da lahko tukaj napopem, da nisem vrgla preč, ker je res fascinantno. Še en full primer glede Taylor Swift in koncerta, ko sem hodila na Eras Tour, kako lahko Universe res poskrbi zate. Sploh ne veš, kaj se dogaja. Jaz sem si noro želela na Dunaj, Viena gor, Viena dol, jaz rabim te vstopance, povsod sem prosila, na Instagramu če kdo ima, nisem vedela več kako do njih. In pa je pride do mene en fant Marko, tako čist random v Portorožu na žurke in pa smo šli tudi skupaj na Eras Tour in on pride do mene, jaz imam eno viška za Milano in jaz sem fuck Milano, ful hvaležna, ful dobro, da lahko grem, ampak shit Milano, jaz sem si toliko želela na Dunaj, pa sploh nisem vedela zakaj. Ta Dunaj pri meni nikakor ni šel čez. Pa še mislila sem si, pa vse mi gre po planu, vedno si vse zmanifestiram, zakaj ne dobim tega Dunaja? Zdaj verjetno že veste, kaj je odgovor. Odgovor je, da je dejansko na Dunaju potem odpadel edini del turneje, ki je ever odpadel zaradi potencialnega terorističnega napada. In jaz sem to videla, sem bilo, oh, I get it, pač hvala, da sem doživela Eras Tour. Pač vem, da to je kar neki point life, nekaj najboljšega. Še enkrat, Marko, če gledaš, hvala. In ja, če vas bo ta tema še kaj zanimala, še kdaj zanimala, bom še snemala o tem. Meni je bilo ful dobro, da bi, ker ful rada na svoj način dvigujem vibracijo tudi drugim ljudem in pomagam in kakorkoli. Še ena misel za na konec. Kaj misliš, da je najvišja vibracija? Kjer nekako občutek, kjer doživljanje bi bila najvišja vibracija? A je to ljubezen, a je sovraštvo, ali je, ne vem. A veš, kaj mislim? Gledaj pauzo, pa malo razmisel, pa napiš od spod, ali pa sam prid do ideje. Zdaj bom pa povedala, najvišja vibracija je avtentičnost. Dobesedno bod to, kar si, dej ven to, kar misliš. To je najvišja izmerjena vibracija. A ni to amazing?
Ne vem, zakaj meni je to ful lepo slišati. No, bo to, ker si in boš basically najbolj srečen. Anyways, ta video je bil majčkeno drugačen. Sam si moral zdaj najti način, kako boš manifestiral ali pa si vizualiziral. Včasih samo ležim v posli in si predstavljam stvari in jih doživljam, kot da jih živim. Mojo prihodnost, kako jo vidim, kako si jo želim, kakšna bi bila perfekt zame in to, da dejansko podoživljam in bom rekla, da grem v to smer. To je pa toliko za enkrat. Moram tole hit zediti in objaviti, ker danes je petek in v petek bo zun. In se gledamo verjetno drug petek, po vsej verjetnosti s True Crime, tako da ne worries. Pridni bote, lepo manifestirajte in radi se imejte. Bye!